Otroci po vsem svetu bi morali imeti pravico do srečnega otroštva. Tale simbol pa opozarja na prav posebno pravico, in sicer na to, da vam do 18. leta starosti ni treba postati vojak ali vojakinja oziroma se pridružiti oboroženim skupinam. Že 100 držav se je zavezalo, da bodo to pravico spoštovale, in prav 12. februar je dan, ko se spominjamo nanjo. Pod baretko uradne vojske Srednjeafriške republike je mlad obraz. V tej državi je veliko vojakov mladoletnih. Pravi, da se je vojski pridružil prostovoljno, ker je hotel ubežati revščini. Mladi vojak sicer prizna, da je kaznovan z nasiljem, če ne izpolnjuje ukazov. Tale fant pa ne nosi več vojaške opreme, ampak šolski nahrbtnik. Pri 17 letih je zaživel drugačno življenje. Francoska vojska ga je namreč rešila iz krempljev upornikov in ga pripeljala na varno. Ils sont avec nous après un travail. Ils changent. Les regards changent. Ils changent de coiffure. Ils changent de langage. Même le visage, ça change. Tudi to deklico so hoteli skrajneži v Afganistanu prisiliti, da bi se bojevala v njihovem imenu. Zatekla se je k policiji, kjer so ji ponudili podporo in zavetje. Po svetu je trenutno okrog 250 000 otrok, ki so na različne načine prisiljeni sodelovati v vojnih spopadih. Najbolj so ogroženi otroci iz dežel Bližnjega vzhoda in afriških držav, kot so Ruanda, Uganda, Sudan in Kongo, ter iz azijskega Mjanmara. V boju proti izrabljanju otrok za vojne namene sodeluje veliko mednarodnih in človekoljubnih organizacij. Gibanje Dan Rdeče roke je v 50 državah zbralo že tisoče rdečih odtisov rok in jih poslalo svetovnim voditeljem. Te bi radi spodbudili, da bi sprejeli še več ukrepov za zaščito otrok po svetu.